Torej, lepo pozdravljeni še v tem drugem delu. Upam, da ste vsi prejeli list z informacijami o predmetu. Če kdo ni, sem jih dal tlele še na mizo nekaj, da jih lahko dvignete. In nekako po tem listu bi kar vam podal nekaj osnovnih informacij o samem predmetu. To hkrati sovpada tudi s temle, kar sem vam pripravil na spletni učilnici, pa pojdimo kar po vrsti. Torej, dobrodošlico sem vam že zaželel v okviru prejšnje ure in tudi pojasnil, zakaj vam čestitam in želim vse najboljše na tej poti do inženirja, diplomiranega inženirja elektrotehnike. Prvo srečanje z elektrotehnike, konkretno pri osnovah elektrotehnike, to je tisto, kar bomo srečevali, bi rekel, zdaj v okviru teh naših dveh predavanj po 2 uri tedensko. Zato sem tukaj zapisal kratko vsebino. Najprej bomo v uvodu se spoznali z električnim nabojem in električnim tokom in na to vezano zakonitostjo o ohranitvi naboja. Potem pa si bomo v okviru področja elektrostatike, s katerim se bomo srečevali 70% vsega časa prvega semestra, se spoznali s Coulombovim zakonom, električno silo, električno poljsko jakostjo in kondenzatorskimi vezi. Potem bomo vstopili še v, bi rekel, tokovna polja, enosmernih tokov in si pogledali reševanje vezi v enosmernih razmerah. V drugem semestru nadaljujemo z magnetizmom, indukcijo in časovno spremenljivimi vezi, se pravi harmoničnimi vezi in pa prehodnimi pojavi. Zdaj, nekako ste že začutili, da na eni strani bomo pri tem predmetu spoznavali polje, električno polje, tokovno polje, na drugi strani bomo spoznavali vezja, to se pravi kondenzatorska vezja, uporovna vezja, izmenična vezja in tako dalje. Se pravi, pomen tega predmeta je nekako stkati, bi rekel, povezavo med poljem na eni strani in vezi na drugi strani. In priznati moram, da še posebej, bi rekel, na srednjih tehniških šolah ste se poljem precej izogibali, kajti v ozadju zahtevajo kar nekaj matematične podlage, kateremu, ali pa v bistvu nadoknadenju te matematične podlage je namenjen ravno tale prvi teden matematičnega uvoda, kjer vem, da vi zdaj precej intenzivno delate stvari, za katere bodi si ste jih deloma slišali, bodi si jih niste slišali. Dajte probati, prosim, od tega čim več odnesti, ker to so tiste stvari, ki jih mi uporabljamo in tukaj sem vam jih zapisal pod orodjem predznanja, koordinatni sistemi, ki so kartezijev koordinatni sistem x, y, z, pa potem valni koordinatni sistem in krogelni koordinatni sistem, ki jih niste srečali pri matematiki doslej. Potem diferencialna geometrija, infinitezimalni račun, odvodi in integrali, skalarne in vektorske količine, tudi z vektorji, bi rekel, niste morda toliko domači, in pa kompleksna števila. Naštel sem tiste matematične stvari, ki jih na podlagi preteklih izkušenj ocenjujem, da ste v njih mogoče nekoliko bolj šibki. Zdaj, predavanja so namenjena temu, da spoznavamo novo snov. To je tehle 60 ur v tem semestru. Na auditornih vajah pa potem rešujete naloge in zglede in, bi rekel, auditorne vaje vodijo asistente v celotnih podskupinah, na 5 podskupin ste razdeljeni. Okay. Mi bomo sicer imeli tudi laboratorijske vaje, ki jih bomo imeli v bistvu v laboratoriju 4-krat na semester, predtem boste imeli tudi priprave, torej vsaka laboratorijska vaja je sestavljena iz 2 delov, pa vendar bomo zdaj po urniku, ne glede na to, ali piše, da imate auditorne ali laboratorijske vaje, v prihodnem tednu začeli v vseh terminih z auditornimi vajami, tudi tam, kjer piše trenutno, da imate laboratorijsko vajo. Laboratorijske vaje so združene v bloke. Dajte torej to prosim upoštevati, ko boste pregledovali urnik,
Poglejte, kdaj prvič imate kakršne koli vaje na sporedu. Ne glede na to, ali piše L ali A, v vsakem primeru bodo prihodnji teden to auditorne vaje in na tistem prvem terminu, ne glede na L ali A, se srečate z asistentom v predavalnici 17. To sem vas še posebej upozoril, zato ker ponavadi dobim še nekaj podvprašanj na to temo. Se prav pogledate na urnik za prihodnji teden, kdaj imate vaje iz osnove elektrotehnike, ne glede na to, a piše L ali A na urniku, bodo to drug teden auditorne vaje in v tistem terminu, prvem terminu, ko so, se srečate z asistenti. Okay? Enega izmed ciklov mislim, da bom imel jaz, in sicer to je cikl številka 5. Dajte preveriti, prosim, če imamo na urniku v petkih od 7:15 do 12. Skupina 5. Bom jaz začel z vami. Je kdo tle iz skupine 5? Drži, da imamo v petkih? Drži? Ja? Mi se bomo dobili že ta petek ob 7:30 v predavalnici 17. Ok? Tako da bomo začeli, nekaj časa vas bom jaz vodil, potem pa kolega. Ok. Ja. Kar se prisotnosti tiče, je obvezno, da opravite vse 4 laboratorijske vaje. Po večinoma s tem nimamo težav. Če se komu zgodi kakšna višja sila, zorganiziramo potem še en naknaden termin, ampak ta je praktično prazen. Kajti, če mogoče ne uspete priti v svojo podpolovico podskupine, pa verjetno uspete v drugo polovico podskupine priti, pa se to dogovorite z asistentom. Tako da, načeloma, se morate zavedati, da vsaka izmed vaj se izvaja cel teden, a ne, z različnimi podskupinami, ampak samo tisti teden. Ne. Tako da dajte si te termine, za katere boste obveščeni čez kakšen teden ali dva, vzeti kot neke fiksne stvari, ki jih ne smete zamuditi, kajti brez opravljenih laboratorijskih vaj boste kasneje videli, ne morete pristopiti k upravljanju izpita, kar pomeni, da vas to avtomatsko stane 1 leto. A ne. Tako da, bi rekel, teh pogojev ni toliko velik, ne, ampak probajte se jih držati, kot bomo na vsa vprašanja odgovorili, da si zapomnite. Ok, zdaj smo prišli do rubrike gradivo za predmet. Tukaj boste videli na spletni učilnici, to je tole, do katere imate vsi študenti dostop, sem vam pod rubriko informacije o predmetu dal tele informacije, ki sem vam jih dal tudi v tiskani obliki. Dajte shraniti, če boste karkoli rabili, sovpada s temi informacijami. Tale vsebina predmeta je tisto, kar sem prej na kratko povedal, pa boste videli, da imate tukaj na daljše napisan po poglavjih, kako bomo tole obravnavali, pa bom vam še eno tabelo kasneje pokazal. Tako za osnove elektrotehnike 1, kot potem za drugi semester, ki ga boste s kolegom obdelovali skozi osnove elektrotehnike 2. Če se vrnem na tole, krajši zapis tiste literature, ki vam jo toplo priporočam in bi vam jo rad predstavil zdaj v nadaljevanju, bi začel z univerzitetnim učbenikom. To je tale učbenik, osnove elektrotehnike 1, avtorjev Humar, Bulič, Sinigoj, kjer boste noter v samem učbeniku našli tudi QR kode, s pomočjo katerih direktno lahko dostopate do video gradiv pripadajočih, o katerih bom nekaj besed povedal nekoliko kasneje. To je učbenik, po katerem bomo mi dejansko se premikali pri predavanjih, ne, in ta učbenik vam toplo priporočam. Najdete ga na spletni učilnici v obliki PDF dokumenta, vam je brezplačno na razpolago, tako za osnove elektrotehnike 1, kot kasneje v nadaljevanju za osnove elektrotehnike 2. Za tisti, ki bi mogoče hoteli malo več, imate še na razpolago stari učbenik avtorja dr. Sinigoja, mojega predhodnika, ki ga boste tudi srečali v okviru naših predavanj. Ta učbenik je namenjen obema predmetom osnove elektrotehnike 1 in osnove elektrotehnike 2. Torej, zato boste videli po obsegu tudi obsežnejši, ker združuje vsebino. Imenuje se osnove elektromagnetike. In ga imate prav tako naloženega v obliki datoteke PDF tukaj na spletu. Vsi ga lahko potegnete dol in ga uporabljate. Nima pa QR kod, ki bi vas povezvala s predavanjem.
Tisti, ki prihajate z tehničkih gimnazij, verjetno že poznate, za tiste druge, ki pa mogoče ne prihajate z šol, ki bi vam dajali elektrotehniško predizobrazbo. Nekaj vas je takih tudi na strokovnem študiju, ne pa veliko. Imamo na razpolago učbenike, ki so namenjeni tehničkim gimnazijam, imenujejo se elektrotehnika 1, 2 in 3. Te 3 učbeniki so pravzaprav namenjeni 3 letnikom elektrotehnike, ki jo poslušajo tehnički gimnazijci in potem pripravi na maturitetni predmet iz elektrotehnike. In osnove elektrotehnike 1 na fakulteti pokrivajo vsebino prvega učbenika in dela drugega učbenika, osnove elektrotehnike 2 pa dela drugega učbenika in tretjega učbenika. To se pravi, snov je nekoliko drugače razrezana v srednji šoli kot tukaj, kjer imamo 2 semestra. In za tiste, ki bi želeli neko tako uverturo z predvsej manj zahtevno matematiko, kot jo bomo mi imeli tukaj na tabli, je tole dobrodošel učbenik. Ne rečem, da če se boste potem učili lahko na visokošolskem strokovnem študiju, tudi lahko dobite oceno 7 in podobno. Tako da vam priporočam za, bi rekel, eno tako pripravo. Zdaj tujcev, ne vem, če imamo kaj, za tujce imamo tudi nekaj gradiva pripravljenega, ampak ker mislim, da javil se mi ni noben. Boste videli tukaj na spletni učilnici nekaj referenc na tuje učbenike, mimogrede tiste 3 snopiče, ki sem vam jih prej omenil, pa prav tako najdete na spletni učilnici, so to tele 3 PDF-i in si jih lahko naložite brezplačno. Jaz mislim, da je tokle glede predavanj, pa bom kasneje še nekaj videoposnetkov na to temo omenil. Imate tiskane literature oziroma pisane literature dovolj. Tamle sem vam jo postavil, da lahko prelistate potem, ko bomo končali. Kar se tiče auditornih vaj, bi izpostavil tole zbirko nalog, ki ima samo končne rezultate, avtorjev Bulič, Brkopec, Sinigoj, in to najdete tukajle pod zbirkami nalog, tako naloge kot rešitve, in pa rešene zglede, ki jih najdete v tejle zbirki dr. Petra Koklja, ki jih najdete tudi v obliki PDF-a naložene na spletni učilnici. Kasneje vam bom omenil, da imamo bogato zbirko tudi starih kolokvijskih in izpitnih nalog, ki je zelo dobrodošel pripomoček pri študiju našim študentom in mogoče, če omenim, imamo še nekaj rešenih, zgledno rešenih nalog kolega Buliča, ki so tukaj naložene tudi v obliki PDF-a in jih lahko uporabite. Tokle glede auditornih vaj, glede laboratorijskih vaj, pa je literatura sestavljena iz delovnega zvezka in pa večjezičnih učbenikov. Delovni zvezek je namenjen, da boste vi te 4 vaje, ki sem jih prej omenil, delali vključno s pripravo in domačo nalogo in boste pisali v delovne zvezke. To je tudi edina stvar, ki jo morate kupiti, stane 5 € in jo boste lahko že danes dobili. In druga stvar so tele učbeniki, ki naslavljajo reševanje tistega tamle, in ker imamo dostikrat opravka tudi s tujimi študenti in je to njihovo prvo srečanje z slovenskim jezikom, so te skripte za vajo prevedene tudi v angleščino in makedonščino. Prav tako boste videli, da so videoposnetki, ki se nanašajo na priprave za laboratorijske vaje, podnapisani z angleščino, makedonščino in srbščino. Ravno zato, da bi šli čim bolj na roke tem študentom, ki prihajajo iz, bi rekel, tujine, nam študirati. Učbenike lahko najdejo kvalitetne, ne morejo pa najdeti ravno skript za naše laboratorijske vaje in zato smo se potrudili in te stvari prevedli še za njih. Tisti, ki prihajate z tehničkih gimnazij pa srednjih tehničkih šol, poznate verjetno spletne učbenike EOET1 plus pa EELE plus. To sta 2 spletni gradivi, pri katerih sem tudi sodeloval pri njihovem razvoju iz leta 2006 do 2010, ki so po moji oceni, kar se tehnologije tiče, zastareli, ker bi rekel, je večina stvari narejenih bila na flashu in ta je danes outdated. Drugače, kar se vsebine tiče, pa so še vedno kvalitetna gradiva, tako da
bi rekel, vsebujejo Žalarjevo knjigo in pa tele Sinigojeve knjige in ponujajo v okviru teh projektov približno 160 videoposnetkov eksperimentov, ki jih boste našli tule v spletni učilnici, če boste šli na video gradiva in pa eksperimente. To se pravi, če se mogoče dotaknem še tega segmenta, ki je tukaj naveden na predzadnjem mestu, videoposnetki. Imate, kot omenjeno, 160 eksperimentov, imate posnete okrog 15 laboratorijskih vaj, ki se nanašajo na naše vaje 4 iz prvega semestra, 2krat toliko jih je v drugem semestru, in imate posneta vsa predavanja, ki jih imamo v bistvu pri osnovah elektrotehnike. To se pravi, 60 ur predavanj iz osnove elektrotehnike, ki smo jih snemali v letih 2011, 2012, pa še kasneje 2 predmeta, aplikativna elektromagnetika in elektromagnetika v letih 2013 in 2014. To se pravi, ni šlo kot odziv na zadnjo situacijo zadnjih 2 let. Mi smo ta gradiva pripravili že pred 10 leti in jih študentje tudi vsa ta leta vestno uporabljajo. Zdaj, če vam pokažem samo nekaj primerov tega tukajle, se pravi, recimo primer eksperimenta na temo zaslanjanje magnetnega polja. Eksperimenti so v principu krajši eksperimenti. Trajnemu magnetu na stojalu približamo železen žebljiček privezan na vrvici. Razdalja, ki jo izberemo, je tolikšna, da je magnetna sila na žebljiček le malce večja od gravitacijske sile, ki deluje nanj. Magnetu se približamo železno ploščo, ki jo potisnemo med magnet in žebljiček. Žebljiček pade. S ploščo iz feromagnetic v magnetnem polju, histerezna zanka. 15-20 minut in tej videoposnetki, ki se nanašajo na naše... Pri poizkusu opazujemo spreminjanje magnetnega polja pri vzbujanju feromagnetnega jedra z izmeničnim tokom ter proces razmagnetanja jedra z usihajočim izmeničnim tokom nizkih frekvenc. In pa zadnji segment... Opazovani merjenec je sestavljen... So videoposnetki predavanj. Leta 2011 sem nagovoril svojega predhodnika, profesor Sinigoja, ki ga boste v nadaljevanju naših predavanj tudi imeli možnost Tukaj bi pa morda, da smo posneli kompletno vsa predavanja osnove elektrotehnike. Vas povabil, da tale zgled kot video gradivo, vi sami pogledate v knjigi, izpeljava ni tako težka. Dostopno. Jaz vam bom tukaj v grobem povedal. To, na kar bi vas rad nekako ostalo si boste pa pogledali. Da imate tukaj v okviru spletne učilnice narejeno tabelo, ki združuje na eni strani ta predavanja, ki sem vam jih izpostavil. Ta predavanja so mišljena kot predpriprava in lahko doma vnaprej pogledate. Jaz sem za vsako uro od teh, torej, ali pa recimo za vsak segment predavanj, smo pripravili, kateri videoposnetki pripadajo. Potem imate tukaj tudi link na učbenik iz ustreznega poglavja, se pravi, tukaj boste padli na YouTube s tem videoposnetkom, tukaj boste padli na ta naš PDF z ustreznim poglavjem in pa Lecture Capture. To so pa posnetki predavanj, ki jih bomo bodisi mi tukaj izvajali, bodisi so iz preteklih let, ko smo to izvajali recimo lansko leto. Nekaj moram priznati, tehle predavanj tukaj je nekoliko več, kot bomo mi imeli našega obsega. Razmerje je približno 3:2. Tako da mi ne boste to sprot sprašvali, zakaj je tega več kot 2 uri. Če imamo mi 2 uri predavanj tlele, tega je 2 uri natančno, tega je pa približno 3 ure. Kajti, morate se zavedati, da mi smo pač takrat, ko smo tole snemali, malo drugačen pristop, imeli boste videli tudi, da je predvsej bolj profesionalno posnet kot tale Lecture Capture, ki ga delamo potem lahko sprotno s kamero. Predvsem pa nismo nobenih tednov izgubili zaradi praznikov in ostalih zadev, kar nas omejuje pri pač sprotni realizaciji. Takole jaz mislim, da sem zdaj za gradivo povedal vse, kar sem mislil, kar bi mogoče rad izpostavil poleg tele
spletne strani so pa še prej omenjene zbirke kolokvijskih in izpitnih nalog, ki jih boste najdeli tukaj, obsežne zbirke, kjer lahko najdete, recimo, če si pogledamo izpit OE, Unije ali pa VSŠ, naloge od leta 76 naprej. To se pravi, če so slučajno vaši starši študirali elektrotehniko, lahko pogledate, kakšne izpite in kolokvije so pisali že oni. Tako da dejansko tukaj noter imate več tisoč rešenih izpitnih nalog. Niso vse rešene, da ne bo pomote, ampak recimo dost teh izpitnih nalog je zgledno razdelanih z rešitvami in predstavljajo eno tako čudovito študijsko gradivo za naše študente. To se pravi, mi ničesar ne skrivamo, mi vam vse te naloge objavljamo tukaj na internetu in to lahko spremljate. Za primerjavo, če boste pogledali za nazaj, kako je to izgledalo vrsto let nazaj, boste videli, da se je to pisalo v rokopisu, pa potem razmnožili in podobno. Tako da, evo. Takole. Torej, nekoč sem imel priložnost, pa sem digitaliziral ta arhiv in tudi Marjan je pri tem, bi rekel, dosti intenzivno sodeloval. Zdaj, ko smo ravno pri tem, mogoče še nekaj informacij, in sicer na spletni učilnici najdete tudi liste z enačbami, ki te enačbe lahko uporabljate potem pri pisnih preverjanjih znanj. O tem bom par besed povedal v nadaljevanju. Samo sekundo. Torej, enačbe in formule za osnove elektrotehnike 1 in osnove elektrotehnike 2. In lahko najdete tudi vprašanja za ustne izpite. Izpiti in kolokviji so sestavljeni iz nalog, kakršne delate tukaj na auditornih vajah. Medtem ko so ustni izpiti sestavljeni iz vprašanj iz snovi, kakršno pokrivamo na predavanjih in pa laboratorijskih vajah. In tukaj imate možnost odpreti dejansko vprašanja, kakršna potem neposredno dobite na ustnem izpitu. Edini problem je, da tale vprašanja pokrivajo celotno snov. Tako da za vas je bolje, ker se počutite domače, ampak ni pa to nič manj kot ravno celotna snov, ki jo obdelamo. Ok, kaj sem vam še želel povedati? Prej sem me vprašali, če lahko pri osnovah elektrotehnike uporabljate kalkulator. Ja, lahko uporabljate. Definicija kalkulatorja je majčkeno podobna tisti, ki ste jo srečali pri maturi, kar pomeni, da ne sme imeti komunikacijskih zmogljivosti. Sicer pa dajte investirati v kakšen dober kalkulator, to je kalkulator, recimo, ko sem ga jaz uporabljal v študentskih letih, ki ima možnost računanja s kompleksnimi števili, bi rekel, reševanja kvadratnih polinomskih enačb, celo vizualizacije grafov, in ta kalkulator vi lahko danes brezplačno naložite na svoj mobilni telefon. Res je, da mobilnega telefona pri spidu ne boste mogli uporabljati, tako da nek kalkulator boste itak rabili, ampak je pa možnost, da kaj podobnega skušate uporabiti tudi v okviru svojega študija. Dajte uporabljati računalnik kot orodje, dajte uporabljati Python, MATLAB in podobne zadeve. Mi smo kar nekaj primerov naredili, na katere vas bodo asistenti opozorili. Ni namen predavanj, da vas jaz na to opozarjam, pa učim, to se boste na vajah naučili, sami se boste naučili in podobno. Saj ste slišali prej kolega, oba, torej, če niste pripravljeni si investirati v osnovno opremo, potem boste težko študirali na neki tehniški fakulteti in kalkulator, če smo čisto iskreni, danes je praktično to kot dvakrat, če greste v gostilno, neki popit. Ok, mogoče kam nas pot vodi naprej. Najprej bi izpostavil tole, da je za vso to tehnologijo zaslužen Center digitalne univerze v Ljubljani, ki omogoča, da mi to multimedijsko vsebino nalagamo na, bi rekel, repozitorije in jo potem tudi ustrezno koristimo.
Prav lepo pozdravljeni v imenu Centra Univerze v Ljubljani za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu, ali kratko Center Digitalna univerza. Ekipa, ki jo vodim v Centru Digitalna univerza, je odlična in sestavljena tako iz strokovnjakov za didaktiko kot strokovnjakov za tehniko. Naš cilj je, in na tem delamo intenzivno, da boste poleg predavanj in vaj in vsega procesa v živo ustrezno uporabljali tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za lažji študij in bolj uspešno delo na univerzi. Še posebej me veseli, da profesor Iztok Humar tako uspešno že več kot 10 let uporablja te tehnologije in video in multimedijo pri osnovah elektrotehnike, tako za sama predavanja, kot tudi za obilico laboratorijskih vaj. Želim vam uspešen štart v zelo zanimiv študij elektrotehnike in prepričan sem, da bomo skupaj dosegli odlične rezultate. Tiste, ki bi vas to sodelovanje bolj zanimalo, pa vabim, da se oglasite in bomo skupaj delali na področju digitalne univerze. Srečno! Vodi ta Center za digitalno univerzo. On prav tako prihaja iz naše fakultete. In pa še eno stvar sem hotel pokazati, in sicer, da v našem laboratoriju v okviru projekta LO 4.0 kot odgovor na situacijo iz preteklih 2 let razvijamo možnost oddaljenega merjenja vektorskega polja, elektrostatičnega ali magnetnega polja z uporabo 3D kartezičnega stroja, če si predstavljate CNC platformo, kakršno vam bom na naslednjem posnetku pokazal, kjer bo možno krmiliti pomik sonde, recimo med parom 2 tuljav, Helmholtzovih tuljav, ki sem jih ravno prej omenjal, zato da bo študent lahko nadaljavo pozicioniral in v ustreznih točkah meril polje. Ok, toliko za motivacijo, na čem zdaj delamo, in vabljeni, da se pridružite, vam bom na to temo napisal tudi kakšen mail. Zdaj bomo pa šli še k tematiki vrednotenja znanja, to se pravi, en del je poučevanje, drug del pa je tisti, ki se pa nanaša na to streznitev, koliko pol tudi vi dejansko od tega poučevanja odnesete. Jaz sem že omenil, da je, tole bom še napisal, približno 5 ur tedensko, in sicer po večini so to auditorne vaje, takrat, ko pa niso auditorne vaje, 4krat so pa laboratorijske vaje. Ok, omenil sem, da so predpogoj za pristop ali pa pristop k izpitu opravljene laboratorijske vaje. Ta stvar je pod ingerenco asistenta, da opiše, da ste vi laboratorijske vaje opravili. Zdaj, če se ne strinjate s tem, da nimate opisano, se obrnete na asistenta, da preveri, a ste res opravili ali niste, in to popravi. To je predpogoj, da lahko pristopite k pisnemu delu izpita. In ko imate opravljen tudi pisni izpit, pristopite k ustnemu izpitu in vaša končna ocena je potem sestavljena iz pridobljenih ocen na pisnem in ustnem izpitu. Alternativa pisnemu izpitu so kolokviji, konkretno 2 kolokvija in sprotni testi. To je namenjeno študentom, ki želijo opraviti ta predmet s sprotnim delom. To sprotno delo
pa je, bi rekel, kar garanje, ne? Kajti kolokvija sta dva, na sredini in pa na koncu. Sprotni testi pa se pišejo vsak teden. To pomeni, da je vaša ocena sestavljena iz 3 podocen, eno dobite s sprotnimi testi, drugo in pa tretjo dobite pa s kolokvijama. In povprečje tega se ovrednoti po Gaussu in na podlagi te prevedbe po Gaussu dobite oceno pisnega izpita. Zakaj po Gaussu? Zato, ker vas to odvrača od tega, da bi drug drugemu pomagali, kajti bolj, ko grejo drugi gor, nižje dol ste potem vi na tem seznamu. Ne? To se pravi, metodologija ni naša, metodologijo smo povzeli po Tehniški univerzi v Münchnu, kjer dejansko piše izpite, ne da bi kdo pazil, ne? Kajti vsak študent pazi, da edino on rešuje, kajti če pomaga drugim, to samo pomeni, da je on toliko slabši. Ne? Medtem ko pisni izpiti so 4 in so že razpisani na sistemu. Torej, da ne bo pomote, tole ni noben predpogoj, to je samo za tiste študente, ki bi želeli delati sproti, namesto da pridejo na pisni izpit ob koncu ali pa potem, torej julija, septembra, ne, so še naslednji roki. Se pravi, imate 2 možnosti, sproten pristop. Moram priznati, da večina študentov bere ta sproten pristop tudi zato, ker je to neka dodatna možnost, ki vam jo ponudimo in nič ne izgubite, če ga uporabite. Je pa res, da pač s sprotnimi pristopi naredi približno 1/3 do polovica, ne, študentov. Ne. Potem pa še na pisnem izpitu, ne, tako da pridemo na dobri 2/3, ne, od upisanih tistih, ki potem tudi izpit opravijo, približno. Ne. In potem, ko imate pisni izpit opravljen, pristopite k ustnemu izpitu. Na vse te stvari je potrebno se prijavljati, o tem so vas seznanili, tako da vam jaz nisem danes veliko besed temu namenil, ampak bom pa na zadnjih predavanjih o tem spregovoril, kako se prijavljati na te zadeve. Ne. Trenutno bi poudaril samo to, da se boste prijavili na kolokvije, vas bodo asistenti upozorili, tudi jaz vas bom, pa potem na pisne in pa ustne izpite, to so tiste ključne zadeve. Ne. Kako se učiti? Kako študirati? Drugače kot v srednji šoli. Noben vas ne preganja. Se pravi, se morate sami zorganizirati, da kljub temu, da vas noben ne preganja, da se skušate motivirati k temu, da se učite. Zdaj velikrat mi povejo, da toliko literature, ki jo imate pri tem predmetu, jo potem kasneje ne srečujete. Res je ogromno vsega. Sami se boste mogli malo odločiti. Nekateri ste bolj, bi rekel, bralni tipi, boste raje knjigo brali. Nekateri ste bolj služni tipi, boste raje gledali posnetke predavanj. Nekateri pravijo, da uporabljajo posnetke predavanj zato, da jih potem uporabljajo za ponavljanje z višjo hitrostjo. Vsekakor je zelo velika korelacija med tistimi, ki obiskujete predavanja. Mimogrede, kje pa je list s podpisi? Šele tam. Če boste tako delali, potem nekaj ni v redu. Ne? V 2 urah to komot zaokroži. Da ne boste potem žalostni. Torej, zelo velika korelacija je med tem, kdo hodi na predavanja in kdo upravi izpit. Ne nazadnje, že samo če ste prisotni, pa saj slišite pojme, količine, enote in tako naprej, potem vam nekaj od tega ostane. Ne. Po drugi strani vam zelo toplo svetujem, da če že hodite sem, potem dajte poslušati predavanja, kajti če prijete sem zato, da klepetate ali pa visite na mobilnem telefonu, polje mogoče čisto vsem, če ostanete doma. Okay? Torej, dajte izkoristiti, vidim, nekateri delajo zelo lepe zapiske. Jaz naredim natečaj za najboljše zapiske letnika. Tako da te stvari vam bom še v prihodnosti povedal, ker nekaj teh oreščkov vam bom nametal in dobite dodatne točke. To se pravi, drugi, vidim, pridejo in samo poslušajo. 2 ure strmijo in poslušajo. Ne? In vidim, da odnesejo stvari. Tako da, to je odvisno zdaj, kako vam to ustreza. Vsekakor, dajte izkoristiti to, kar vam ponujamo. Situacija ni enostavna, ampak trudimo se, da bi uspeli to speljati. Hodite na predavanja, hodite na vaje, auditorne vaje, laboratorijske vaje in tako naprej.
Tako, jaz mislim, da sem se prebil skozi tisto, kar sem vam želel povedati in nekako sem vam zdaj na razpolago za vprašanja. Izvolite, prosim. Kolega zadaj. Zdaj tle. Nekaj bo zdaj tle, pa bom povedal, kdaj bo spet možno dobiti, ker jih ni dosti. Ok? Ja, ko smo se prej govorili o teh projektih, to so razpisani projekti strani univerze ali... Ne, niso. Tudi so bili nekateri, ampak nisem tega danes omenjal, ker teh projektov je bilo še kar veliko drugih zraven, tudi takih, ki so financirani strani Javnega sklada Republike Slovenije po kreativni poti do znanja, pa so štipendirani, nekateri so takole, ne, ampak v bistvu te projekti so bolj ali manj zato, da študentje pridobivajo praktične izkušnje, kar je bilo zadnje 2 leti zelo teskočeno. In vsi tej študenti, ki so prišli, me niso nikoli vprašali, ali bomo kaj plačali ali pa karkoli za to, ne. Čeprav vse, če smo kaj naredili, smo pa tudi kaj zaslužili. Vi morate upraviti varstvo pri delu, preden pridete na laboratorijska vaja, prva bo šele čez 1 mesec, do takrat vsi upravite varstvo pri delu. Če ga kdo ni upravil, potem mora jaz skozi to proceduro, da to upravil, pa po pravici nisem jaz tisti, ki predavam, ampak naša varnostna inženirka, ne morate njej napisati mail, kako to upravite. Kolega zadnje ima vprašanje, dajte tisti, ki pač želite poslušajte, tisti, ki ne, lahko tudi odidete, ne, pa pač. Dajmo priložnost še tem, ki ima. A ja, kje dobite digitalno potrdilo za spletno učilnico? Ne vem. Jaz sem to delal 10 let nazaj, tako da po mojem take stvari najbolj že svoje kolege vprašate, ki jih je tle 180, pa vam bodo pomagali boljš kot jaz. A drugač pa naša študentska pisarna je pravi naslov za te administrativne zadeve, jaz ne. Še kakšno vprašanje? Še kolega ima nekaj. Kakšen način potekajo sprotni testi? Sprotni testi izgledajo takole. Zelo verjetno jih bomo pisali z uporabo informacijske tehnologije, kar pomeni z vašimi mobilnimi telefoni, prijaviti se boste mogli na spletno učilnico z uporabo Moodla. Postavljamo vprašanja, dobite 4 vprašanja iz nabora večje množice vprašanj, kar pomeni, da pač vsak od vas tukaj rešuje to samostojno. Skozi vprašanja vam že vnaprej lahko povem, ni možno vračati se in čas je zelo zategnen. Kar pomeni, da imate za 4 vprašanja 10 minut, ampak vi dobite suma sumarom 60 vprašanj skozi 15 testov, kar pomeni, da tudi bi rekel, te razlike med nalogi so v povprečju malo izničijo, ker čas dobite malo težje vprašanje, čas malo lažje, oziroma subjektivno gledano lahko za nekoga nekaj težje, nekaj lažje. Tako da namen tega ni, da vse rešite, daleč od tega, namen tega je, da mi ustvarimo nek vrstni red, da se pač razvrsti študente in potem se Gaussa čez toče. In seveda nas ne sme zabijati v plafon, da bi vsi vse rešili, ker pa Gaussa ne moramo napeti, ne sme vas zabijati v plafon, da bi vsi nič ne rešili. Se pravi, je kar precej nahartno. Ampak tega ne smete, to se morate zavedati, da tako je. To se pravi, vaš namen je, da pridete v tisto polovico, tiste 2/3, ki naredita. Kolega zadnje ima eno vprašanje? Ne. Če? Ne, to pa ne. Tudi kolokvijo ne dobite. Dobite vse za nazaj, za kolokvije. Za sprotne teste ne dobite vprašanj. Ti si bila pa malo prelahka. Še eno vprašanje? Te vprašanja se v bistvu nanašajo na vaše predavanje? Ja, ta vprašanja se v principu nanašajo na tekoča predavanja ali pa mogoče malo za nazaj, za bližnji rep. Jaz vedno rečem, da se nanašajo na integral vsega, kar smo vzeli, ampak ni res, so po osnovi tako razporejena, da se za ta bližnji rep, prejšnjo predavanje. Še kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa, dajte se tle oglasiti.